Živijo, dobrodošla v novem videu. Če si ogledala moj prejšnji video, Primark haul z mojo sestro Natašo, sem na eni točki namerno izpustila en produkt in obljubila, da ga pokažem v naslednjem videu. Zakaj se gre, v bistvu lahko nekako razbere že iz naslova. Likalnik za lase, ki obarva lase oziroma kreda za lase. Ja, tukaj jo imam, zdaj ti lahko tale produkt pokažem. Nekaj čist novega, v bistvu me je takoj pritegnil. Oblika torej likalnika, tole pinki in vijolične barve pa je kreda, ki naj bi, ko so tvoji lasje vlažni, obarvala lase in naredila neke take cute, luškane pramenčke. Tale produkt je stal 4 evre, kupila sem ga torej v Primarku. Jaz sem si približno prebrala navodila, tako da vem, kako uporabiti. Kako pa zadeva deluje, pa bom preverila skupaj s tabo. Torej, a se da ustvariti kakšno cute, luškano frizurico in seveda pramena. Tako da, če si ferbčna, če te zanima, imamo nek nov produkt, nek inovativen produkt, ki je vreden tvojega nakupa in tvojega denarja, potem gre naprej. Evina, lepotilnica. Navodila pravijo takole: lightly spray hair with water before use. Torej, najprej moramo naše lase navlažiti z vodo, preden uporabimo to zadevo. Jaz imam tukaj eno zelo praktično zadevo. Tole je v bistvu višji termalna voda, bogata z redkimi minerali, 100% čista. Namenjena je pravzaprav poleti, kot je vroče na plaži, da se samo na hitro pošpricaš in malo olajšaš to vročino. Jaz pa bom danes torej spretno uporabila za lase. Še pred tem jih razdelim takole na 2 dela in malenkost počešem, da res ne bo kakšnih vozlov. Če katero zanima, jaz uporabljam krtačo od Tangle Teezer. Ful je fajn, ker ti dejansko ne potrga las in res zelo lepo tudi razčeše, da so brez vozlov in podobnih stvari. Takole, recimo, da sem kakor toliko počesana že od prej. Zdaj pa vzemem torej tole zadevo, kjer je noter pač voda in pošpricam lase, da se bo kreda prijela, ker brez tega se verjetno ne bo. Ne bom jih preveč zmočila, glih tako, da jih navlažim. To je to, mislim, da bo dovolj, mogoče še tale spreden del, kjer bomo začele. In to je to. Torej, kar sem do zdaj uporabila, oziroma kar rabo še krtača za lase, voda in seveda najbolj pomemben produkt, to je tale likalnik za lase. Zdaj pa jaz mislim, da je čas, da ga odpremo. Vzemem škarice, pa da vidimo spet to čudo, a deluje, a je praktično, ne? In še en pink nastavek, da lahko delaš neko tako kombinacijo. Evo, takole, imamo ga razstavljenega. Moram reči, da je tako zelo lahek, ko s prsti pač takole, ne, si predstavljam, da bom vlekla, se zelo lahko v bistvu premika in drsi, ker je res zelo lahek. Zdaj pa v bistvu damo dol še tole folijo, ki je čez tole vijolično kredo in gremo mi v akcijo. Kreda nima nobenega vonja. Tako, evo, zdaj pa mogoče jaz spnem tale del las, da mi ne bojo uhajali naprej. Vzemem tale prvi pramenček, pa da vidimo, kaj bo. V bistvu moja tehnika bo ta, da ne bom šla previsok, ker nočem pač biti cela v vijolični barvi, ampak imeti samo takole rahlo konice obarvane. Tako da vzemem pramen las, položim kredo in nežno zadrsam do konic. Ok, vijolični so, grem še enkrat čez. Ok, barva je kar intenzivna. Gledam, če so kakšni koščki krede na laseh, ker pač to ne bi bilo zaželeno. So, tako majhne pikice so. Me zanima, kako bo potem, ko se vse posuši in ko jaz še to razčešam. Tako da najprej bom naredila par vijoličnih pramenov, potem pa zamenjamo kredo in vzamemo še roza kredo. Ja, tako. Tlele bojo prišli torej rozi, vzamem spet tale del.
Moja tehnika je, da vzamem tudi zelo tanke pramene, ne želim, da so predebeli, kot sicer, ko se barvaš, ti frizer vedno dela čim tanjše, saj meni jih je. Tako da evo, vzamem to, podrsam. In to je to, v bistvu je to ful zabaven početi. Tako, gremo naprej. Aha, zelo priporočam, da so lasje res navlaženi. Na enem delu jih ni in tam se mi zdi, da moram kar majčkeno bolj z roko prijeti lase in potegnem to kredo. Tako da jih res dobro navlažite. Evo tlele, ki sem jih recimo, ja, veliko lažje kreda drsi. Zanimiva bom jaz tole na koncu. Edino, kar recimo opazam, je, da je tale linija zelo taka ravna, zelo odrezana. Ponavadi frizer, če ti dela lase, je tako, ne, majčkeno pač padejo te lase, so tako bolj preliti, tle pa res tako zelo izrazita ravna linija. Da vidimo še tlele. Ja, to bo še zabavno. Gremo naprej. Zdaj pa bom jaz tole kredo snela in zamenjala za roza. Me zelo zanima, kako se to da dol. Jaz sem jo zdaj dol vzela, ampak sem jo tudi zlomila. Tako da... Ok, čist se mi je polomil. Verjetno sem naredila kaj narobe. Verjetno bi mogla to kako drugače vzeti dol, bolj za drajsati. Ne vem. Gremo naprej, zdaj bom dala tole roza kredo, gor. Aha, ok, mogoče sem ugotovila. Moj bog, cela ta se ven vzeme, se pravi, jaz sem dejansko kredo zdaj odlomila. Kar moraš narediti je, da samo potegneš elegantno ven zadevo in je kreda vzuni. Tako da v bistvu zdaj te vijolične so odlomljene. No, veste ve za drugič. Se pravi, nazaj noter pa jo daš, samo elegantno porinaš noter. Ja, no, fajn. Vzamem roza barvo, potegnem. Zelo živa roza, mislim živa roza, tako, lepo. Ja, zakon, všeč mi je. Gremo naprej, vzamem nov pramenček, ponovno zelo tanek. Kaj pa če... Nekaj me zanima, če imamo že vijoličen pramen, pa da jo zmešaš, kaj potem nastane. Aha, tudi v bistvu ni špoh. Jaz bom na tej točki zaključila z barvanjem, ker iskreno si ne želim biti še bolj barvna, je tole dovolj. Piše pa v navodilih, če želiš podaljšati obstojnost barve, da potem samo posprejo z lakom za lase. In obratno, če želiš, da gre barva dol, si samo umijaš lase in gre barva potem z las, kar bi upala tudi potrditi, ker ko se takole malo po laseh gnetam jih, imam več krede že skoraj na rokah kot na samih laseh, tako da mislim, da tukaj res ne bo šlo oziroma ne bo težav. Zdaj, da ocenim še tole zadevo, kakor jih ponavadi, z oceno od 1 do 10, bi ji dala recimo 7,5. Ne zdi se mi slaba ideja za recimo pust, za maškare, tudi za poletje bi šlo ali pa za kakšen festival. Definitivno ne v nič las, kar je velik plus, tako da 7,5 je kar v redu ocena. Ne vem, če sem povedala, stane 4 evre, kar je tudi v bistvu čist glih neka taka primerna cena za to, kar dobiš. Smo pa evo ugotovili, da je tole v bistvu zelo simpel menjati, samo ne vem, tale gre zdajle zelo hiter dol. To je tudi malo minusno, ampak je treba biti previden. Ja, ne bom se trudila dati nazaj gor. Tako da, če si uživala v tem videu, ne pozabiti stisniti enega lajka. Če ti je bil video všeč, se ne pozabiti naročiti na moj kanal, da boš prva obveščena, ko objavim naslednji video in seveda zapisati kaj v komentar, če si kaj podobnega že sprobala ali pa želiš, da jaz sprobam. Uživajte lepotičke, se gledamo naslednjič. Čau!